Ne bi rekel, da se Twingo vozi kot go-kart. Namreč go-kart ima pogon na zadnji kolesni par, pa tudi zelo lahek je. Twingo pa si svojo platformo deli s petko in katrco. Torej pogon ima spredaj, po tej zaslugi pa ima tudi zelo dinamične in lahkotne vozne lastnosti. Pa čeprav je lahek bolj po standardih električnih avtomobilov. Tehta namreč približno toliko kot hibridni in precej večji Clio. Ampak prva ugotovitev na tej prvi vožnji je, da so se Renaultovi inženirji držali svojih obljub. Twingo je po svoji dinamični plati precej boljši od svoje kitajske konkurence. Namreč narejen je z mislijo na zahtevne evropske voznike, na evropske ceste in evropske ulice. How many parts does it actually share with the Renault 5, Renault 4, which also drives really good? The front axle is exactly the same of Renault 5. And the rear axle comes from Renault Captur. It's association between Renault 5 and Captur for the suspension. In če vas zanima, ali se boste med vožnjo smejali ali pa vsaj nasmihali zaradi avtomobila, seveda bo to odvisno od vašega vozniškega okusa, ampak po mojem mnenju je Twingo vsaj med mestnimi električnimi malčki najboljši vozniški komedijant.